Živijo, že nekaj cajta se nismo slišali. Ja, pri meni se dogaja marsikaj, ampak kot lahko slišite, sem še vedno v svoji pisarni, ki ima zdaj sicer omare, ampak studio čaka še zvočno opremo, pa začnem spet malo bolj snemati. Danes sem si pa prav mogla vzeti čas za poročilce o 4. BBMU, konferenci lepotnih blogerk, ki jo organizira naša Nika Vegar. In iti čez en tak pregled dogajanja, kaj vse smo predelale, se naučile, spoznale, ter zraven, kaj smo dobile od sponzorjev. Glavni pokrovitelj BBMU je bil Erborian, ki sem ga jaz spoznala na enem večerju prej, ko nas je Katalin, mislim, da 5 blogerjev povabila na večerjo, nam majčkeno bolj predstavila brand, njene ideje, ampak ne na stilu, to je pa tako, ampak zelo tak personal touch in stvarnice se mi že takrat kar prekupili. Sem komaj čakala potem, da na BBMU se stestiram, sprobam tisto, kar je bilo priporočeno za mojo kožo in sem dala že BBMU kremo gor. To je poleg CC kreme eden iz njihovih najbolj pohvaljenih produktov, plus en kup drugih, ampak jaz sem šele začela resno spoznavati, razen primerja, nisem poznala nekih ful hudo njihovih stvari, tako da je meni tole kar prav prišlo, da so bili glavni sponzor, da majčkeno bolj spoznam ta stik evropske, korejske kozmetike, a se res dobro obnese, a je vredna svoje cene in ker imam pač v Ljubljani tako kot v Maxiju, pa v Millerju, pa v Nami bo priložnost kupiti to kozmetiko, je valjda mi je bila bolj zanimiva. Kaj smo dobili na BBMU? To je bilo v bistvu glavno prvo predavanje, je bilo otvoritveno predavanje kot fenomen korejske kozmetike. Jaz sem pač malo bolj tako zahtevna pri skincareu, tako da zelo težko poslušam kakšne bedarije, ampak Katalin, mislim, da je ime soustanoviteljici, je pa zelo lepo predstavila miks same korejske kozmetike, kaj točno je njihov brand, o čem se gre, zakaj se zavzema. Tako da mi je bilo zelo luštno predavanje, pa seveda je bilo fajn, da kljub nekim napornem urniku si je soustanoviteljica tazga branda vzela čas in prišla v Slovenijo predstaviti svojo znamko, tako da zelo dobra PR poteza. Dobili smo črno konjak gobico, ki mene tako res interesira, torej bo mene spet prvi zadev, ki jo bom sprobala, ker do zdaj sem imela že par teh črnih gobic, ampak vse spadajo v kategorijo ni mi všeč samo zaradi vonja. To je toliko smrdelo, da sem jih enkrat uporabljala in ni bilo že več stran. Tako da Katalin je obljubila na večerji, da njihova ne smrdi, da slišim moje mnenje tako v kratkem. Vrečka. Zelo luštna vrečka. Jaz imam zelo rada te bolj trajnostne vrečke in jih imam tako res cel kup, ampak kljub temu se obrabijo, strgajo in potrebuješ novo. Eden izmed izdelkov, ki so nas že na večerji najbolj navdušili, je bil ta BB Shot maska, ki je v bistvu kot maska, pol se pa, ker ima not pigmente, že prav kot rahla tekoča podlaga naredi in v bistvu sem daš to masko zjutraj, pustiš tistih nekaj minut, ostane gor in greš ven naličen, pač imaš neko rahlo prekrivnost. Tako da to je bilo meni pač zanimivo, definitivno šparam za kakšno mogoče malo posebno priložnost, ampak ja, me zanima, če bo delovali. Če bo delovali, vredno nakup. Potem smo dobili še CC kremo v odtenku Claire. Tole pa mislim, da je celo njihov najbolj prodajan izdelek, tako da me zanima, SPF 25 ima. Ja, tlele pa pač tista neka za pozimi, bomo videli, če bo zadost, ker ne vem, če bom letos kakšne hude aktive uporabljala, ampak pa je, mogoče čez kakšno sončno kremo. Potem smo dobili pa še, to se skupaj drži, vzorčka, Glow Cream, BB Cream, ta pa ne vem, a imam, mislim, odtenku,
nekaj drugim odtenku kot imam, tako da lahko boste že to primerjavo večkrat slišali, kako se je kaj obnesla. To je bilo vse iz Borjana. Potem pa je bilo naslednje, večkrat špegam v računalnik, je bilo naslednje predavanje Male skrivnosti Instagrama. Tina Dobovšek. Za neke začetnike, pa za neke, ki niso toliko znotraj Instagrama, ja, poučno predavanje. Mene bi mogoče kakšne druge stvari bolj zanimale, kot kaj se je dogajalo po teh zadnjih updatih algoritma, ki je bilo kar nekaj stvari spremenjenih, pa moje analize pač kažejo, da stvari niso take, kot so bile prej. Tako da, pa ja, mislim si pa, da za večino v občinstvu je bilo uporabno predavanje. Naslednje je bilo workshop Photoshop. Ajda Horvat se vidi, da je stročko, da je to ful obvlada, ampak jaz nimam Photoshopa. Tako da meni pač to predavanje ni prišlo toliko prav, kakor tistim, ki uporabljajo Photoshop, ko imajo zraven mene, pa vidi, kaj so bile a to se tudi da, jaz pa to tako delam. Jaz pač nekaj tistih osnov sem lahko odnesla, ker Kim se pač ima neke stvari deli s Photoshopom, ampak ne pa pač vseh, tako da nekaj malega uporabnega pa je bilo tudi zame. Lepotni pop-up je v bistvu eno tako najbolj luštnih srečanj z znamkami, ko lahko res tako v enem takem prijetnem vzdušju izveš več o njih, izveš o novostih, ki prihajajo, ali pa kaj relaunchajo, ali pa zakaj kaj delajo, ne. Tako da to je eden izmed res najpristnejših stikov, kar jih tako na tak način prideš. Klepet z blogerskimi kolegicami, to je nekaj, kar meni vedno zmanjka časa, ampak 60 nas je, jaz pa imam občutek, da sem glih s 5 govorila, nekateri sploh nič sem videla. Ta konferenca bi mogla 2 dni trajati, da bi jaz imela čas za vse. Pa seveda pojesti treba Barbarella, kako se imenoval catering, imela božansko bučkino juho. Če katera ve recept za nekaj podobnega, takaj se ful me zanima, ful je pa dobro. Glede na to, da sem tisti teden imela nujno sanacijo zoba, tako konkretno kot kanali, mi je kar pasala tista juhica. Nika zelo dobro se izbrala. Lahko gledam še ene par vrečk od naša Tanita, a bom uničila to tvoje ime, Lampetit Blossom je postavila en tak ogromen fotopol, kjer je vložila 150 ur dela, da je to izgledalo tako, kakor je. In so take papirnate rožice, zelo luštne. Pokažem moja je modra. Take res cartkane so, no. Tako da, cute zadeva. Sem se šla gor, mislim, da so se s Tanito fotografirale, moram pogledati. Ker čez slike se še nisem uspela prebiti, je bilo treba doma en kup stvari še opraviti. Potem smo imeli koga še? Čakajte, da zdaj vidim. Nux je predstavljal svojo medeno linijo. Jaz pa Nux sta zelo tako, kakšni izdelki so fajni, kakšni so ne preveč. Tegale sicer poznam. Balzam za ustnice je eden izmed mojih ljubših, tako da definitivno dobro izbrano darilo zame. Tole je pa, mislim, da je gel za tuširanje. Mislim, da. Tole bomo pa videli, kako se bo obnesla pri meni, če ne pa imam jaz v družini eno huge ortofenico Nuxa, mojo mamo. Tako da v nobenem primeru ne bo šlo, pa nič. Pa tudi zapakirano je bilo zelo luštno. Hvala Nux. No in med vsem tem, ki je Pero bil 5 minut, hiter gremo, urnik je zakon, urnik je treba ubogati, sem pa tako 5 minut, jaz imam še par stojnic, tako da nekatere stojnice, se opravičujem, so bile zelo na hitro. Pri Noeli, nažalost, sem mislim, da preživela najmanj cajta, ampak v redu, recimo, da bomo že kaj izvedeli, še kaj je bilo novega. Pri Kerastasu sem dobila tale paketek njihovega eliksirja, pa mislim, da je to maska,
pa 2 testerčka šampona, ampak k njim bom šla raje si pogledati na L'Orealovo akademijo, kako stvari stojijo, ker tisti, ki me nekaj cajta spremljate, veste, da že kakšen let, ker Anastasia je ena izmed mojih najljubših znamk za nego las, tako da me zanima, kaj imajo novega, kaj imajo zame primernega, ker trenutno zelo tako gibam, katero linijo bom naslednjo sprovala, tako da tle mi je cool, se veselim. Noela smo očitno dobili eno vrečkico notri v paketu, tako da očitno nekaj bom mogoče celo testirala. Bomo videli. Bom začela testirati, poročala, kako se bo kaj obnesla. Tako da hvala Noela, to bomo še videli, kako bo tekla. Kje smo še bili? Pri Essence Catrice, Dominurju. Dominur, Natalija z Dominurja je imela krasno novico, da se Love vrača k nam, sicer samo na ličila pa Click to Chic spletni trgovini, ampak že to mi bo cool, da bom vsaj imela opcijo nekatere moje najljubših izdelkov, lake pa šminke, kupila še kakšen drug odtenek, pa to pa čeprav bom mogoče pač na blef, ampak vsaj neki. Dobili smo tak res cvrti rusaček, sicer pri meni veste, da bo to šlo k moji tamami, da ni šanse, da jaz nekaj roza obdržim, ker kar se nje tiče, če je roza v našem gospodinstvu, je njena. In Love paleto Rose Copper Eyeshadow Palette. Me zanima, kakšna bo, ker eno drugo iz te, mislim, da prav identične, ampak v drugih barvi odtenki imam, pa sem zaenkrat še zelo tako, a mi bo všeč ali ne. Tako da bomo to še videli. Potem je tukaj Essence I Need a Miracle. Res ga rabimo, maskara pa Color Boost Made About Matte Liquid Lipstick. Super. Te so mi všeč, one, ki so plastičen finish. Ne tok. Tiste komod preskočem. Je pa obvestila za live, tako da ful vesela. To me pa res razveselili so me zelo. Da vam pokažem še, kako je izgledal moj trakec. Potem smo imeli predavanje Moj blog, moj biznis. Ivan Kranec je bil zelo fajn. Je zelo fajn obdelal poslovni spekter, v bistvu malo razdeljen. Poslovni pa pravniški. Poslovni je bil meni zelo všeč zaradi tega, ker tu so pa ena taka vprašanja, ker tudi jaz jih dostikrat dobim, kako lahko izdam račun, kaj je treba s poslovne strani poskrbeti, katere dejavnosti registrirati, in se res potrudil in je šel, ker jaz sem skoraj diplomirala na tem. Mislim, katero dejavnost pa registriraš za bloganje, ker spademo nikamor, ne. Tako da tisto njegovo prvo, ki je on našel, se strinjam in jaz sem tudi tisto pač tista dejavnost, ki jo imam jaz pocaknjeno za blog, kljub temu, da itak delam v marketinški branži in tudi pokriva druga moja udejstvovanja. Ampak ja, prste gor, da je to šel raziskati, ker res ni tako enostavno, kakor se sliši, ker ne spadamo nikamor. Super. Kar se pa tiče tega pravnega vidika, smo se pa naučile marsikaj. Tako res. Mislim, da sem kar tako videla tiste virtualne lučke, ki so se posvetile 3/4 blogerkam. Če mi fant fotografira, on je lastnik slike, ne jaz. Tako da, punce, če vas fant fotografira, ali pa fant, če te punca fotografira, tist, ki pritisneš ključ, je lastnik slike. Poskrbite za pogodbe, da ne bo pol kasneje kakšnih težav ali pa težav rajev, kakorkoli. Jaz pač s tem stvarmi nima takih težav, kar vse sama pofotkam, ampak v redu, ena kljukica več. Avtorske pravice, kdaj so vaše, kdaj niso, katere so materialne. Mislim, predavanje je bilo zelo dobro zastavljeno, izvedeno, naučile smo se marsikaj, odgovarjati mogo na naša vprašanja in se zelo dobro držal. Tako da tukaj res eno izmed najboljših predavanj, čista 10 sedi. Potem je bilo predavanje Je etika v poslu mogoča? Darja Aleksić. Zelo, bom tako rekla, za temo, ki je drugače, pa
nas je samo par, ki jim je ta tema ljuba, je izredno dobro opravila nalogo, je prave vidike vključila, je prave, kako naj temu lepo rečem, je prave situacije opisala in mislim, da je marsikomu pomagala, ki ga je že začelo tako zanašati, pa če to že vsi delajo, bom pa še jaz zdaj mogoče ostal na sebi, lastni, sebi varni poti, ker takoj pri teh stvarih je, ko skreneš, ko v bistvu globoko sebe ne čutiš več, to se čuti navzven, to se te pa slej ko prej pozna in slej ko prej te pride ugrizniti v rit, tako da svoja pot, svoje vrednote, mirno spanje ponoči, pa mislim, da je to vse, kar v bistvu rabiš v kateremkoli poslu. Tako da, kar se mene tiče, super predavanje, tudi dan je najvišjo oceno. Potem smo imeli odmor s pokroviteljem, tukaj mislim, da je bila Afrodita. Jaz sem sicer malo zamudila, ker sem se še malo z Darjo pogovarjala, tako da Afroditke, zamudila sem tisto uvodni nagovor, ampak sem potem šla malo prešnjofati nove izdelke, novo spa linijo in si izbrala Organic Argan. Ta je bila pač meni najbolj zanimiva. Zdaj sem še zelo temna, ampak kljub temu, da je 4:30, je že tema. Tale je bogat balzam za telo. Tole bomo videli, kako, pa v bistvu ni kar v redu, tudi sestavinsko. Bomo videli, a bo šlo meni, a bo šlo mami, ker moja mami obožuje njihove zadeve. Negovalno olje. Tole že itak vem, da bo moja mami zaplenila, takoj, ko vidi tole črno vrečko. Pa krema za prhanje plus maska. Tudi to ima kar nekaj arganovega olja, pa ne pa kariteja, sem malo tudi karite. Tako da, dobro, sestavinsko mi je všeč. Še nekoga smo imeli zvonje, tebe v nastojnici, The Body Shop. Jaz med njihovimi vonji, vem, da vi ste ful fani, ampak jaz jih pa redko najdem, kakšna vonka mi je všeč. Tako da sem prebuhala, tako res, zelo. Vse, kaj je bilo tam, si izbrala, kaj je uradno, Peppermint Candy Cane, jaz temu pravim After 8 von. In mi je bil dejansko všeč, tako da zdaj bom prvič lahko nekaj tekstirala, ker prejšnjič sem dobila vrtence. Maja ni te vrtence, kar meni dišala, no, tako da za razliko od Maje, ki ima kakšne rada, kakšne ne, meni vse vrtence so. Tako da vse tisto linijo sem dala naprej. Moja mami je rekla, da jogurt za telo je tako da ga imam. Body butter je. Jogurta nimam, ampak bože, se že veselim, da bom dišala kot čokoladka moja, ta mala bo ziher imela kot pripombe. Potem smo imeli predavanje jezikovna ordinacija. Marko Janša se je ful potrudil, ampak določeni, čakaj, imam še nekaj listke, ki nam jih je dajal, določeni se niso strinjali z njim, da bi bilo vse fajn na specifične stvari jezika paziti, ker se odraža na tebi. Jaz se z njim strinjam, ker delam na vseh poljih tega posla in vem, da jezik te kljub kvaliteti vsega drugega lahko hitro pokoplje. Tako da ne govorim zdaj o slovnično super duper, o nekem knjižnem jeziku, ampak da vsaj neke osnove pravilno zapišeš, pa kljub temu, da tudi jaz tukaj grešim, ker so mi kakšne stvari vedne, recimo njegova prva. Pri meni ne bo nikoli dezodorant, ker je to najbolj ogabna beseda ever. Pri meni je še vedno deodorant. Tukaj pač sem jaz tudi ena izmed tistih, ki Božič bi pisala z veliko, ker zakaj imamo to z malo in še nekaj takih. Pa ni nikoli manikira, ker mi je to še ena izmed okaplo na gravžnih besed in je pač manikura, ker je tudi pedikura in od tega pač ne odstopam. Ampak tukaj si mislim, da tisti, ki me poznajo, pa to je večina, bojo že vedeli, da ne odstopam od svojega. Najraje oni dodajo v slovar še kakšno drugo ime. Ampak kar se tiče pa teh nekih jezikovnih
pravil pa norm. Ja, sem jih fotografirala, sem potrudila tudi jaz ne preveč tega angleškega vrstnega reda in podobnega vnašati v svoj govor, ker bom le bolj na YouTube zaštartala. Meni je pač lažje govoriti kot pisati, tako da bil je zelo realen, imel je luštne stvari, pač pustimo ob strani, da SEO se z knjižnim jezikom ne bo nikoli dobro razumel in če ti pač SEO prenaša več kot pa lepši knjižni zapis, pač tako veš, kako boš spravil, ne, tle, mislim, da ni nekega višje znanosti. Definitivno mi je pa bilo predavanje super. Jaz mislim, da sem kar nekaj tudi stvari ponovila, ker računite, da sem 40 let stara. Je že kar dolgo, odkar sem sedela v šolskih klopih in ja, kakšne stvari pozabljam. In mi je fajn, da me opomnijo na to, ker v bistvu pred večini pa ne gre za to, da jih se nič ne dela, ampak da enostavno pozabim, kako stvari že grejo. Pa 3 pikce, ja, sem kriva tega. 3 pikce so pri meni pač na mestu mojega pomišljaja, pač vizualno sem lepša v 3 pikce, pa ti se 3 pikce 1000krat vidite pri meni, ampak se bom potrudila večkrat, da pomišljam, jaz sem jih 3 pikce. Obljubim. Končno. Naredi si cenik. Pri nas je po pravici povedano kar Teksas na tem področju in je bil Lisac je prišel in nam je tako na svoj humoristično direkten način dal vedeti tako naprav neumna ste, bebe. Ne, se ni tako grdo povedal, ampak to je pač realnost, ne? In nam je zelo tako dobro povedal nekaj bridkih in realnih resnic v življenju in predvsem poslu. Jaz mislim, da nas je večina to kar dobro poslušala, si dobro zapomnila, kaj nam je hotel povedati in bomo to majčkeno bolj tudi v svojemu poslovanju uporabile. Smo pa blogerke izpolnila anketo, koliko kaj zaračunava, kaj zaračunava, koliko cajta testira in nam je Nika potem to predstavila v nekem hitrem pregledu, kaj so rezultati pokazali. Ne bo pa to, ni bilo pa to za mnenje temu, koliko bo za nek ceh, ne bomo mi nič usklajevali cena, ne, Dostikrat se kakšni obrnejo name, pa mi reče, joj, veš, 20 € jim je preveč za post. Jaz ga vprašam, pa a si ti resna? Poglej, koliko dela si vložila, a se ti za to splača? Jaz sem za nalašč za enega naročnika, pa je bil tako velik, probala, kaj s 30 € na uro lahko naredim, pa ni bila za blog, je bila za njih. In se mi je zdelo tako, pod 50 € ma tudi ne moreš. Pa da se razumemo, tukaj ne gre za nekaj, da ti plačajo tvoje mnenje. Tukaj gre za to, da ti nekdo pošlje recimo kolekcijo, pa želi, da ti napišeš blog post o tem, ne? Tle se gre za tvoj čas, za to, da si vzameš čas za testiranje, da napišeš, posnameš karkoli že, to pač ne moreš delati kar tako, noben ima toliko tega cajta. Potem je pa druga, ali na koncu se nastanejo problemi, da ko ti napišeš svoje mnenje, pa oni, ja, ne, mi smo mislili, da bo pozitivno. Ja, ne, plačal si moj cajt in pika. Tako da, take je pa pač treba frcati iz posla, če tega ne razumejo, ne. Tako da, tle znam biti jaz kar bičik, kar se tega tiče. Ampak po drugi strani, ti moraš vlagati v opremo, ki jo rabiš, ker žal, tale video, ki ga zdaj gledate, ki je ves temen, pa to ni nekaj, kar bi človek z veseljem gledal, pa verjetno poslušate odmev, ker moje audio opreme še kar ni, tako da, a to je res takšen video, kakor bi ga vi hoteli gledati, kaj pa bi zdaj vi tukaj odnesli, če bi jaz nanašala make-up ali pa whatever, ne, ali pa bi vam tle neko kremco kazala, pa sploh ne videla, a je prave barve ali ne. Tako da, kar se tega tiče, jaz sem za plačljive poste, ampak na etičnih osnovah. Ne pa kar nekaj bom naredila, karkoli bom naredila samo zato, da bom plačana. Zaradi tega pač jaz ne zagovarjam, da razen če si res nek huge blogger, kjer si ti v boljšem pogajalskem položaju, da si pač full-time blogger. To si tisti, ki so res močni, si to lahko privoščijo, zaradi tega, ker oni postavljajo pogoje.
drugi pač si pač to težje. Ne? Tako da, ampak nič ni narobe, če polovica tvojega posla, pa hobi dohodek predstavlja blog. Ne bo noben od nas tega glih stroške boš pokrival, ne? Ampak boš stroške pokrival, boš lahko investiral v opremo, ker drugače pač ne boš in tako, ko je že marsikatera fantastična blogerka nehala pisati, ker enostavno ne gre. Dan ima toliko in toliko ur, če hočeš kvalitetno delati, je to veliko število ur in to je pač realnost. Okoli tega ne bo šlo, enostavno ne bo šlo. To kot temo. Bomo kdaj kakšno drugo debato udarili. Beauty Blogger Awards, tle sem jaz snemala, pa pol sem šla po deletniki, kot lanskoletna dobitnica nagrado za blogersko osebnost, tako da nisem mogla tako dobro slediti, bom kje kakšen, moram še svoj video pogledati, pa bom pa malo več stvari povedala. Vem, da je Afrodita najboljša slovenska znamka, Monika Šegrla blog je najboljši blog leta, definitivno zasluženo, Monika, čestitam. Nekaj sem hitro pobenila, te nisem mogla niti objeti, tako da zasluženo, 100% zasluženo. Jaz sem glasovala za Orite, tudi šampone, ker so... Jaz sem v temu beauty sferi že res velik cajta in slišim toliko nekih PR nesmislov, da me včasih prav glava zaboli. In ko imaš teh eko-brandov, ki pač v navadno plastiko dajo tiste svoje izdelke, medtem ko Orite je dal prav embalažo, ki se reciklira, samo od sebe posaditejo v, mislim, da je bilo od kavnih zrn, če sem si prav zapomnila, da imajo so določene embalaže, tiste te večje so pod popolnoma reciklirane plastike, vključno z zamaški. Medtem ko tiste te male posadiš v zemljo, noter imaš tudi seme od drevesa in iz tistega zraste drevo. To je pač to, kar meni je neka sustainable beauty, sustainable brand. Kako se temu reče po slovenščini? Malo mi že odnaša spomin. In zaradi tega so se mi zdeli pač ena redkih stvari letos, ki mi je na lastnem področju, ki mi je prišla tako res, da tako rečeš, to pa je nekaj posebnega, da ne onesnažujemo za brez veze neki. Ja, je dražji brand, verjetno bo, mislim, da je sam salonski, ampak tako pač je. Taka tehnologija zagotovo ni poceni. Mislim, da si vsi mislimo to. Tistim, ki je to vredno, bojo pač šli v salone z Orite brandom, sploh, ki so za trajnostno lepoto, pač ja, mislim si, da jim bo vredno, ne. Jaz sem sicer dobila kofeinski šampon, ki pač malo še čaka, da bom testiran, tako da kar se tiče same kvalitete, nima veliko za povedati, ampak kar se tiče nagrade, so pa zasluženo. Mislim, tako res ena redkih predstavitev, ki si dejansko videl, da vejo, kaj govorijo, pa da nisem nek boljši na gledanje, ker včasih si resno mislim, a se sploh poslušajo, a kar nekaj preberejo, pa to samo ponovijo. Tako da tukaj je bilo, pač tega ni bilo in so bili res dobri. Tako da čestitke Orite za nagrado. Potem ličila.si, najboljši spletni trgovec. Ja, se strinjam, sicer se želim, da večkrat bila kaj na zalogi ličila.si. Jaz pa njih imam raje te Nabla, pa take zadeve, pa ta bivši Freedom, kaj je zdaj, Makeup Revolution Pro, ali kako se zdaj imenuje, ima kar nekaj dobrih izdelkov, ki so mi boljši kot kakšni visokocenovni, tako da ta del mi je všeč, pa dali so nam, to je bilo priloženo našemu paketu in je adventni koledar. Moja ta mala je to odprla, ker je bilo pač v darilni papir za Vito in mi je rekla: "Mami, ti boš tudi odpirala?" Ker prejšnje leto je bilo, ona je imela 2 koledarja podpirala, letos ima spet 2 koledarja podpirala in je bilo tako: "O, mami, on ni nič zate, no, mojo igračo." No, letos bo ona z mano odpirala in vam lahko rečem, da si bo spet prelestila, ker se ni zavadila na otroku, sploh če bo kaj roza. Medax je bil še na stojnica. Imeli so še nove Elenasole, jaz sem vzela Junior, zato ker onega SAS ni bilo več. Takrat, ko prideš zadnji, a ne, punce, kar rečete, da mi je prav, ko preveč klepetam. In sem vzela za ta malo, no me zanima, kako ji bo všeč, tale dizajn, pa vonj, pa
kako se bo obnesel, kar potrebuje pa kar tako res konkretno. Drugače zelo hitro rosnice razpokajo, tako da lahko pričakujete njeno oceno. Me zanima, kaj vam bo povedala. Ker pri moji tamali nikoli ne veš, kaj bo prišlo ven iz ust. Ja, medu se pa res veselim. Cvetlični med pridelano v Sloveniji, kar ja, je luštno in dejansko poreklo je Slovenija. Čestitam, Idex, to mi je všeč, to bom uporabila in z veseljem, mislim, jaz ga ne smem, mojega bojo, ker sem jaz intolerantna na med. Tako da, kaj če? Melvita pre-shampoo, pred šamponiranjem, pa Candy Cane. No, tega Candy Cane moram skriti od moje tamale, ampak v bistvu nek pred šamponom jaz ful nisem uporabljala dolg časa. Pa sem pa pri Krastasu začela in sem gotovila, da dejansko je ful velik efekt. Ne moreš verjeti, neka starka se meni vedno zdela brezvezna. Ampak tako da bom sprobala tudi Melvito, ker mi je zanimivo, da Melvita je eden mojih ljubših brandov in bom z veseljem malo pogledala. Na zgornjem delu BMU smo imeli v Mestnem muzeju. Tisti, ki poznate, je spodaj avla, zgoraj je pa tako hodniček. No in gor je bil tudi Barviš, ki sem se ostala, pa malo pogledala njihove senčke, pa to mat senčila so mi bila najbolj zanimiva, pa fiksator za obrvi. Tako da, če kje slišite dretje v zadju, je to moja tamala. Zdaj imam pa sam še, da vidim, če tole kaj pomaga, če tam to so. Zdaj sem že počasi, če so temi, ampak prej ni bilo časa. Delamo dvorišče. Mizar je bil tlele cel teden, tako da sem imela vse ta pospraviti v omare in je trajalo. Dobila sem mat senčko v odtenku 882, pa nimam pojma, kako boste zdaj tole videli, ampak barva se mi zdi uporabna. Umetne trepalnice, ki jih jaz sicer nekaj blazno veliko ne uporabljam, pa bom preizkusila in potem seveda poročala, zakaj pa ne. Umetne trepalnice mi glih ne bi škupile, ne? No, okej, imeli smo še enka aperitivo, sponzorja za koktejličke, potem pa jaz pa alkohol ne greva skupaj. Gardenia. Gardenia vsako leto tak lep dekor naredi. Meni je to tako lušen. 10% smo dobili za unikatno aranžiranje daril. In ja, dostakrat podarjen cvet je, kar mi je pač lušno. Sicer, če se le da v tegeljcu, pa čim bolj nevtralnem tegeljcu, ker če ne se tako vsi pritožujejo, da se jim ne vklapa v dekor. Se trudim. Ker sem si pač Erborian spet malo pogledala, vse prečekirala. Tukaj imamo pa še od, mislim, da popoldanskega dela L'Occitane. Tukaj je še ena krasna torbica. Tole je idealno za mojo ljubico in jo bo skoraj zagotovo ona ugrabila, ker kar se nje tiče, če je luštno, je njeno. Potem je tukaj še nekaj. Zviščič. L'Occitanove zvezke pa jaz dostakrat uporabim. Mislim, tako po moje še vse, kar so mi poslali, je imel kakšen iz naročnikov svoj plan tukaj noter narejen. Enostavno so mi všeč, so mi priklopili in tako tudi kar uporabljam. Dobile smo tudi Karitevo kremo za roke. Eden izmed meni njihovih najljubših izdelkov. Bispoedina linija, ki mi je njihova všeč, je Kariteva linija. Tako da zame zelo dobro izbrano darilo, bo ostalo na mizi, bom uporabljala. Tole so pa nalepke. Letos nimajo prav posebej limited edition za novo leto, praznične, ampak so zdaj neki favoritov pripeljali, pa jih posebno tudi dizajn obleke. Tako da mi se zdaj kar dobro idejo.
ker vem, da je kar nekaj njihovih stvari, ki jih zelo pohvalijo, pa nekatere so že šle. Tako da je dobra ideja, no. Mislim, da mi je kar všeč, ima neko zgodbo. Eden izmed najlepših delov BBMU-ja je ta rokovnik, ki ga dobimo vsako leto. Meni se zdi, da je vedno bolj čudovit. Je namenjen pač bolj blogerkam, na sodelovanju z Medexom nastane, tako da Medex gledam čez celo leto in me vedno spomni, da grem pogledat, če je pri njih kakšno novost. In mi je res, Nika in Medex naredijo čudovito nalogo. Tole je res zelo uporabna. Za blogerke verjetno ena izmed redkih stvari, ki mi je všeč. Imeli smo tokrat tudi knjižnega pokrovitelja, to je bil Felix. Ne vem, kaj je to, Like, ne vem, kako se izgovori. V bistvu nisem prejšnje Haidži, mene pa ta imena ne preveč lovit, prebrala, tako da pa zakaj pa ne. Bom prebrala, bom videla, kaj mi bo kaj novega prinesel. Jaz pravim, da iz vsega se lahko nekaj novega naučiš in jaz sem ena izmed tistih, ki se bo učila tudi, ko bo pri 90. Tudi če bo samo kako pravilno protezo not nalepiti. Potem je tukaj še Kozmopolitan. Adria Media je naš medijski pokrovitelj. Dobimo tak koledarček, pa revijo. Jaz se vsako leto prelistam, ker zakaj pa ne. Ustavila sem se še pri Oriflame, tako da mi je pa zmanjkalo čas. In sem malo spoznavala njihovo novo kolekcijo. Tako da je bil zanimiv pogovor. Bom šla raje kar k njim malo še pogledati kakšne stvari, ker v zadnjih tako, mogoče pol leta, je kar nekaj novosti, ki je prišlo, so me navdušile, tako so bile primerljive s high-endom in se mi je zdelo tako, predvsem šminke, tako da sem rekla, da prav bi prišla pogledati, pa malo posvočati te stvari, ki mi je bilo zanimivo. Se mi zdi, da bi bilo kar uporabno, no, tako da peeling, pa shower oil. Me pa zanima, vonji so bili taki zelo sveži, tako da zato me je zanimalo, ker če vonj mi ne ustreza, pa je meni čisto vseeno, če še toliko dobra zadevščina, pa njihov najnovejši katalog. Tu je glavnina, potem smo tukaj dobili še od Caudalie, njihov set iz nove linije Vinjapur, ampak jaz ta set že imam, pa me po sestavinski plati pač nekaj blazno prepriča. Čakajte, da vidim, kje so sestavine, tukaj spodaj. Mislim, da imajo veliko boljših pač izdelkov, s katerimi bi se lahko predstavljali, ne pa teh pač alkoholnih bomb, ker alkohol pa veste, da ni nekaj, kar bi priporočala blazno v negi. Tako da glih kakšen SPF, ker cost benefit pa veš, kje si, ne? Še zadnje, skoraj zadnji je Skendor. Skendor je salonska kozmetika, kar ima kar nekaj zelo kvalitetnih izdelkov, tako kot tudi retinoide se mi zdi. Tako da je, vse bo kar splačen pogledati, kaj so nam poslali. High Tech Concentrates, Peeling, Lifting, Filling, lušen setek, bomo probali. Potem je tukaj še City Pollution Block Gel Cream. Hialuronski booster. Tudi s hialuronskimi kislinami vem, da so imeli nekaj krem, ki so bile zelo lušne. Pa ključek. Smile, Concept Beauty Store je bil spet z nami, s svojimi super lušnimi izdelki. Takrat, ko rabiš kaj za fotografiranje, pa hočeš, da je mičko bolj upgradeno, greš k njim, pa vidno, kaj dobiš. Pa tudi Instacoach, ki je imela predavanje o Instagramu, nam je dala 20% popusta za individualno svetovanje. To pa po moje je bila glavnina. Predavanja so bila zelo dobra. Tako zelo dobra, na nivoju, veliko smo se naučili. Lahko si slišal, če si bil popolni začetnik, si odnesel toliko, ker smo se mi rabili glih 10 let, da smo vse pogruntali, si dobil v enem dnevu vse servirano na pladnju.
Tako da tlele ste tisti, ki ste pač bolj začetniki ful profitirali, mi smo pa tudi odnesli. Predvsem spremeniti mindset, ker trenutna situacija, ko sem rekla, res kaos in Teksas. Ko se pa naslednjič slišimo, pa upam, da bo že z boljšo osvetlitvijo, boljšim zvokom, pa me boste majčkeno bolj razumeli, kaj govorim. Lepo se imejte in kmalu se spet vidimo.